poletje že neizbežno podaja roko jeseni in nas veselo in radodarno obdarja s plodovi poletnega sonca, med katerimi v naših krajih nedvomno prevladujejo jabolka. No, ker sem dobil kar zajetno količino jabolk, sem se odločil, da bom pripravil jabolčno marmelado za hladne zimske dni. In ker zelo rad delim dobro, predvsem znanje in vedenje, bom postopek priprave odlične jabolčne marmelade delil tudi z vami, dragi naročniki in naročnice. No, pa začnimo. Prvič. Na zmernem ognju raztopimo maslo, na zmernem ognju raztapljamo maslo, zelo, zelo počasi. In dodamo eno veliko žlico sladkorja. In lepo pustimo na zmernem ognju, da sladkor rahlo karamelizira. Drugič. Dodamo na majhne koščke narezano jabolko. In pustimo, da se zmehča na zmernem ognju in zmeša z karameliziranim sladkorjem v raztopljenem maslu. Preostala jabolka olupimo in jih naribamo. Voilà. No, ja, Evo, lepo, na hitro naribamo jabolka. Jabolka naribamo zato, ker s tem pomembno oziroma odločno skrajšamo čas priprave same marmelade. Kolikor bi pripravljali marmelado iz koščkov, iz narezanih jabolk, bi to vzelo približno 45 minut do 1 uro, tako pa skrajšamo čas priprave marmelade na pol ure. Kar je v bistvu ekonomično, tako z vidika časa, kot tudi porabimo manj električne energije ali plina na samem štedilniku.
Evo tako. Jabolka so naribana. In dodamo jih v lonec k koščkom narezanih jabolk. Dobro premešamo. Da se že poprej stopljeno maslo razporedi po celotni vsebini lonca. No, tako. Sama vsebina lonca, torej sama predstopnja marmelade na začetku izgleda takole. Voilà. Kako diši. Ko so jabolka dobro premešana in so koščki jabolk enakomerno razporejeni med naribanimi jabolki, dodamo koktejl začimb, ki ga sestavljajo klinčki, vaniljev sladkor, limonina lupinica, naribana limonina lupinica in cimet v prahu. Jaz sem uporabil cejlonski cimet, ki je najbolj aromatičen. In seveda novo nastalo zmes dobro premešamo. In pustimo na zmernem ognju, ko je dobro premešano, seveda, pustimo na zmernem ognju, da se kuha in da se pripravlja marmelada. Bistvo samega postopka je, da se pod delovanjem toplote zmehčajo celične stene jabolk, ki so bogate z prehransko vlaknino pektin, ki jo s pridom uporabimo v procesu kuhanja marmelade kot naravno prisotno željerno sredstvo, kar pomeni, da pri jabolčni marmeladi ne potrebujemo dodajati kakšnih umetnih ali drugih zunanjih virov željernih sredstev, kot je recimo želatina ali pa željerni sladkor ali pektin v prahu iz zunanjega vira, iz drugega sadja, lepo z vrečke kupljeno, ni treba pri jabolčni marmeladi, ker jabolka sama po sebi vsebujejo zelo veliko pektina. No, hkrati pa, ko se zmehčajo same celične stene, pride do homogenizacije same zmesi in seveda dobimo
na koncu marmelado. Ob delovanju toplote seveda in zmehčanju samih celičnih sten v tkivu plodu jabolka pride tudi do iztekanja soka in ob naraščanju temperature se seveda gosti ob izparevanju vode. Tako da bo kmalu pripravljena. Sama marmelada. Evo. Tako, sedaj pa naštimamo uro, ki veselo tiktaka, in ob zaključku tiktakanja bo marmelada pripravljena. Srček dela, tika, taka, name, a ljubca čaka, hopa, hopa, hopa. Seveda na vsake toliko med samo kupo marmelade dobro premešamo vsebino lonca od spodaj navzgor, da ne pride do sprijemanja z dnom posode. No, in to mešanje ponovimo na vsake 3 do 4 minute. Aha, evo, čas je minil. Je odzvonilo, tako da preverimo, kaj sem skuhal. Hop. Vonj je božanski. Evo, še malce premešamo. In pustimo še nekaj dobrih minutk, da se masa še zgosti in še malce bolj homogenizira. Takoj po sami pripravi marmelade pa marmelado polnimo v vnaprej pripravljene in pasterizirane
kozarce za vlaganje. Jaz uporabljam take manjše kozarčke, zato, da so porcije, da se hitreje porabi in da se ne more po odprtju pokvariti, a ne. Kljub vsemu, da gre za živilo, ki je konzervirano z visoko vsebnostjo sladkorja, lahko pride do kontaminacije z plesnimi in seveda pride do mikrobiološkega kvara. In potem moramo kar dobršen del živila zavržiti, se ne celo celega. No, jaz se vam najlepše zahvaljujem za ogled. Delite posnetek, dobro je treba deliti. Poskusite tudi vi sami pripraviti odlično jabolčno marmelado v svojih domovih in poročajte v komentarjih, kako vam je uspelo. Hvala. Želim vam čudovit začetek jeseni. Srečno, dio!